če dame na par izhodišč. Vse skupaj se je relativno hitro začelo avgusta 2008, čeprav so bili neki znaki ohlajanja gospodarstva že prej. Vzrok je na nek način, ali vsi ga tako pojmujemo, v ameriški hipotekarni krizi, ki se je potem preko njihovih bank preselila v Evropo. Tako da zopet lahko govorimo o tezi, ko Amerika kihne, se cel svet prehladi. Potem recimo Dow Jones indeks, ameriški borzni indeks je padel iz 14.000 točk na 8.000 točk, kar je praktično okoli 40%. Propadle so posamezne banke, stare več desetletij, Lehman Brothers, potem so tudi na meji, ali pa so že malo čez meja, Goldman Sachs, Citigroup. Amerika je vložila preko $700 milijard v bančni sistem in na nek način nov moment v teh zgodbah je na rekovajih seveda nacionalizacija privatnih bank, kajti z lastniškimi deleži in s konverzijo terjatov bi naj ameriška država vstopila v privatne bančne institucije, kar je nov moment v celih zgodbi. Potem je tu še gospod Alan Greenspan, na nek način finančni guru centralne banke Amerike, ki je sam priznal, da je preveč verjel oziroma se zanašal na teorijo, na Smithovo teorijo nevidne roke in da se je pri tem seveda zmotil. Potem so pa tukaj še seveda finančni problemi posameznih držav, kot so na primer Islandija, Madžarska in bojda po nekih informacijah tudi Hrvaška. Potem bi tu izpostavil recimo prvo tezo, država ali privatni sektor v bančnem sistemu in pa državni intervencionizem ali regulacija. To bi bilo na nek način izhodišče za prvo temo. Potem naprej, ko omenil sem že Evropo, ki tone recesijo, se pravi, kriza prehaja iz finančnega sektorja v realni sektor, zopet indeks DAX, ki je padel na nek način iz 8.000 indeksnih točk v enem letu nazaj na cirka 4.000, zdaj se giblje nekje med 4.000 in 5.000. Države Evropske unije bi naj v sanacije bank vložili po nekih ocenah cirka 2.000 milijard evrov in pa potem, kot sem že omenil, tudi Nemčija sama kot taka formalno objavi recesijo. Druga teza, ki bi pri tem izpostavil, ali je trenutno najbolj varna naložba, tako imenovana ZOK naložba. Govorim seveda o zaupanju v bančni sistem. Zakaj sem omenil Nemčijo? Nemčija je naš največji zunanji trgovinski partner, 70% izvoza države Slovenije oziroma gospodarstva Slovenije se izvozi na to področje in nedvomno se bo kriza pri nas zelo poznala. Potem slovenske banke, to pa verjetno čutimo vsi tisti, ki smo v gospodarstvu, na nek način ne daje novih posojil, niti ne prolongirajo že odobrena posojila. In pa seveda posledično tudi padci delnic na Ljubljanski borzi. In tretja teza, malo gospodarstvo kot je slovensko, je neločljivo povezano z evropskimi trendi, tako s konjunkturo kot recesijo in kaj je takšna situacija definicija nacionalnega interesa in ali je to evropski oziroma širši interes. Potem pa še par stavkov o ukrepih. Slovenija je tako ostale države Evropske unije že potegnila določene ukrepe, sprejela spremembe zakona o javnih financah in pa zakona o bančništvu. Z zakonom o bančništvu je dejansko dala garancijo, neomejeno garancijo za depozite v bankah do 31.12.2010. Z zakonom o javnih financah pa si je odprla možnost, da lahko garantira oziroma je porok za cirka 12 milijard evrov, ki bi bili podani za posila, katere bi dejansko naše banke poslale na nek način v gospodarstvo, to pa za tega, da se vzpostavi ponovno zaupanje, medbančno zaupanje in pa zaupanje bank v realni sektor.